Petkova. Centrifuga. 95-ish? 1990s somewhere. 1989. 1958. 72. 89. After the Second World War? Hard question, I really don't know. Ja, rojstni dan smo imeli ta teden 34. in turisti so odgovarjali, od kdaj je Slovenija samostojna. Uspeh pa približno tak, kot če bi Slovence vprašali, kako je ime prazniku, ki ga praznujemo 25. junija. Lahko si potiho odgovorite, vmes pa naša centrifuga postavi še eno vprašanje turistom, kje oziroma del česa je bila Slovenija prej. Czechoslovakia. Maybe Capodistria or... We are really bad history in Europe, yeah. Torej ali del Češko-Slovaške ali pa del Kapodistrije, karkoli bi že to bilo. Približno tako pomembni se zdimo znatnemu delu zunanjih obiskovalcev. Upam, da se vsaj sebi zdimo pomembnejši in da ste malo prej na sicer načeloma retorično vprašanje vseeno odgovorili Dan državnosti. Sicer je pretežni del letošnjega praznika minil v znamenju globalno bolj pomembnih tem, smo se pa tudi doma vseeno spraševali ključno filozofsko vprašanje, kje smo in kam gremo, oziroma v kontekstu večjih dogodkov tedna, v torkovem jutru na Valu 202, bi bili pripravljeni prijeti za orožje in braniti svojo domovino. Ne. Mislim, če bi res rabili, valjda bi šel za Slovenijo boljš, kot da cela država razpada, ampak drugače pa načeloma ne. Jaz ne vem, če čutim ta patriotizem specifično do Slovenije, tako da je odvisno od okoliščin, ampak verjetno v nekih okoliščinah bi šla, pa to ne pomeni, da nujno za Slovenijo. Torej ne bi prijeli orožja in z njim branili domovine, ker je najbrž to pojem, ki si ga zelo različno predstavljamo. So bili pa kar brutalni spletni odzivi poslušalcev na ta mnenja mladih, da se nekaterim mulcem že po naglasu sliši, da niso pravi Slovenci, da kdor ni pripravljen umreti za Slovenijo, to ni njegova resnična domovina, da Val 202 krepi podobo, da je patriotizem nekaj zastarelega in nezaželenega. In navajam del enega zapisa, ko bo res počilo, pridejo fantje z vasi, pridemo tisti, ki smo izurjeni v borbi in pridejo tisti, ki ne bojo nikoli dovolili, da nas sovrak potlači. Zmogli smo 91. in zmogli bomo danes. PS, Ljubljana z manjšinskim čistokrvnim slovenskim prebivalstvom ni merilo za celotno Slovenijo. Ja, kaj je naš skupni imenovalec, celo skupne vrednote? Geografska označba, jezik, državljanstvo? S tem imamo kar težave. Sam si Slovenijo predstavljam, čeprav sem z vasi, kot jezik in kulturo, manj pa kot grb in zastavo. Puška se mi zdi ostanek nekega političnega koncepta iz srede 19. stoletja. Kakorkoli, dodajam še odgovor mladih, zakaj pa bi dali svoje življenje, če ne za Slovenijo. Družina. Ja, najbližji ljudje, drugače. Za državo ne. Za družino. Isto, za družino, pa za prijatelje. Verjetno glih to, pač neka svoboda, neka skupna prihodnost, torej da pač živimo v neki družbi, ki ne izključuje, ki ne segregira na podlagi nekih pač irelevantnih lastnosti. Jaz mislim, da je to pač nekaj, za kar se moramo skupaj boriti in za kar bi bilo tudi pač vredno mogoče pustiti življenje na bojišču. Za branjenje svojih vrednot seveda potrebujemo orožje, kako in s čim se oborožimo je, kot ugotavljamo, precej izmuzljiv pojem, ampak liki, ki smo se jih in so nam jih izvolili, so se ta teden dobili v Hagu na vrhu NATO in se odločili, da 11 let stari cilji 2% BDP za obrambo niso več dovolj. Allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. Nova obrambna ruta nas vodi proti 5% BDP-ja leta 1935, razlaga generalni sekretar rute. Razmere v svetu so pač take, da potrebujemo več orožja pomeni več varnosti. Ob tem mi je prišla na misel analogija s smrtno kaznijo, ko nekomu s tem, da ga ubiješ, ker je nekoga ubil, pokažeš, da se ubijati ne sme. Kakorkoli, Mark Rutte, generalni sekretar NATO, je v svojih komunikacijah z velikim pravljičarjem iz Bele hiše, z SMS-i in vsem ostalim kar dvigoval obrvi prisotnih. It will add more than $1 trillion a year. Think of that, $1 trillion per year.
Monumentalna zmaga za ZDA in za Daddyja, kot ga je Rutte poimenoval. Ja, ta Daddy, očka, se je sicer nanašal na poseg Trumpa v spor oziroma vojno med Izraelom in Iranom. Ob čemer sicer grdi skrajni levičarski mediji natocujejo, da so se ZDA najprej z Iranom pogovarjali oziroma pogajali o podpisu sporazuma in postavili 14-dnevni ultimat. Potem je Izrael med tem ultimatom z ameriškimi raketami napadel Iran, ta je odgovoril, potem so Iran napadle še ZDA in na koncu izpogajale še primirje med Izraelom in Iranom, ki ste ga strani sicer selektivno spoštovali, zaradi česar je bil Daddy tudi malo jezen, ampak zdaj je Daddy zadovoljen. V tem kontekstu človek celo nekako razume našega premierja. V času te infantilne diplomacije Daddyjev je, sploh če izhajaš iz Kapodistrije, nekako treba preživeti te mandate in držati pesti, da se jim ne bo preveč dalo Daddyjem igrati vojn, pač podpišeš povečanje obrambnih izdatkov na 5% in upaš, da se bo čez nekaj let vse skupaj rekalibriralo. Je pa res, da je treba vse skupaj skomunicirati še navznoter, torej z domačo javnostjo in predvsem znotraj svoje koalicije, ki mora hkrati skrbeti še za svoj PR pred svojimi volivci. Tega dogovora v koaliciji nikdar ni bilo. Mi smo že resolucijo, se pravi ta dvig podprli, seveda na nek način na vladi z predvsem pod vprašanjem. NATO ni tista organizacija, ki bi iskala mir, ampak je tista, ki služi vojaški industriji, militarizaciji družbe. Šum navzven bo seveda rešil mini koalicijski vrh, na katerem bo premier partnerima razložil, da Slovenija sicer res obljublja in podpisuje, ampak hkrati, da tam, kjer ni, še vojska ne vzame, kar včasih sploh ni samo metafora. Ampak vrnimo se za hip še na Bližnji vzhod. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Razumemo. Prvi diplomatski možgan in mirovnik se zagotovo zaveda, da ko poka med Iranom in Izraelom, no zdaj tam bojda primirje, ki mu on pravi, ustavil sem vojno, pozornost hitro uide z drugih žarišč, recimo Ukrajine ali Gaze. Zadnji članek iz Gaze na MMC poroča, da je samo včeraj v napadih umrlo 100 Palestincev. Izrael pa je za 2 dni ponovno ustavil razdeljevanje humanitarne pomoči. Hkrati brez financ ostaja Agencija Združenih narodov za begunce v Gazi, pravi vodja agencije Filipe Lazzarini. As from September, the agency won't have any money to sustain its operation. Od septembra agencija ne bo več imela denarja za delovanje, pravi, in Palestincem bo lahko samo še sporočila, da pač je tako, kot je. Kot bi v svojem času rekel Stalin, smrt enega je tragedija, smrt milijonov pa statistika. Pustimo zaveze, resolucije, tragedije in vse ostale visokoleteče besede. Doma namreč že cel teden, sicer na kar nekaj podlage, poteka vojna med državo in Petrolom. To pomeni, da z današnjim sklepom vlade goriva na avtocestih ne bodo več dražja kot drugje po državi. Alora, vlada je torej malo finančno, pa malo PR-ovsko potrolala Petrol in ponovno regulirala ceno goriva tudi na avtocestah. Odziv Petrola? Ustavljamo vse razvojne investicije v Sloveniji, zamrzujemo vsa sponzorska, donacijska sredstva. In zapiramo nekatere poslovalnice, predvsem tiste na koncih države, kjer bo to ljudi najbolj peklo, kot pogajalsko izhodišče. Predsednik uprave Petrola, Sašo Berger, z diplomatskimi veščinami in spretnostjo ameriškega predsednika. V družbi so sredi tedna napovedali tudi 1-urno zaprtje vseh poslovalnic, ki pa so ga potem zadnji trenutek, vseeno po namigu skoraj tretjinskega lastnika, preklicali. Pri družbi so sicer izračunali, da bodo zaradi regulacije imeli 30 milijonov evrov manj dobička. Na računih pa vam ob točenju goriva povedo, da gre 60% vaših evrov od goriva za dajatve državi. Ne bi se vtikal v svetovno-nazorske in gospodarske poglede na to, kaj je bolje in kdo komu dela poslovno škodo, se mi pa zdi, da znaten delež ljudi PR sporočilo razume drugače, kot si to želi Petrol, v smislu skrajno nepošteno je, da ta denar pobira država, mi bi tudi več in se ne, da imamo izgubo, ampak imamo pa 30 milijonov evrov dobička manj. Ja, slovenski fenomen vrednot z začetka te centrifuge
Celo iz odziva javnosti glede petrola in regulacije oziroma deregulacije cen se da sklepati o svetovnih nazorih posameznika, ker pri nas pač vsaka javno izpostavljena tema povzroči politično bipolarnost. Najbrž bi, ker je žalostno našel celo presečne množice pogledov na cene bencina in povojnih pobojev. To drugo omenjam zato, ker jih je ob sredinem prazniku omenila predsednica republike v svojem govoru na torkovi državni proslavi. Naredimo korak, ki ne bo zmagoslavje enega politika, ene politike, ene stranke ali ene koalicije. Dostojen pokop naj bo naša druga slovenska osamosvojitev. Umrli so ljudje z imeni in priimki, pravica do dostojnega pokopa pa je nek temeljen postulat človečnosti, kljub zavedanju, da bo iz vsakega dejanja ali pa nedejanja nekdo tržil političen kapital. Tako, namesto zaključka in kakšne kvazi modre misli o tem, ali je bolj domoljubno znati streljati s puško ali slovnično pravilno postavljati vejice, ker gre običajno kar za obratno sorazmerje, še ena v milijonih in milijardah. Jeff Bezos se te dni poročil v Benetkah, stalo ga bo 30 ali 40 ali 50 milijonov, vse 3 podatke sem zasledil zadnje dni in to precej pove o naših predstavah, za koliko denarja gre. Mimogrede, 5% BDP, ki so se kar pojavljali tudi v današnji centrifugi, je približno 3 milijarde in to je 3000 milijonov, ker imamo. Hkrati pa postajamo čedalje bolj zamaškarska družba, vedno znova zbiramo neka sredstva za ljudi, ki so na robu sistema, kot je tudi sam sistem zaradi takih in drugačnih odstotkov na robu. Ta trenutek med drugim izbirajo sredstva za Jako Škofa, dobre 3 milijone evrov potrebuje za terapijo v ZDA. Jaka je star 8 let in ima dušenovo mišično distrofijo. Brez te terapije kmalu ne bo hodil in dočakal bo morda, če bo imel srečo, 25 let. Sredstva mora zbrati do jeseni, kar je za starše prava mora. Morala pa bi biti mora tudi za nas kot družbo, ker se gremo bitke in vojne na napačnih koncih. Jaka Škof, pogooglajte in morda primaknite kak evro. Zakaj? Ker upam, da lahko.